Spoštovani gostje, cenjene dame in gospodje, dober dan in dobrodošli na slavnostni akademiji Univerze na Primorskem. Uvodoma ste slišali univerzitetno himno z naslovom Samo obstati ne smeš, ki so jo zapeli pevci in pevke Akademskega zbora Univerze na Primorskem. Gentili ospiti, stimati signore e signori, benvenuti all'Accademia Solenne dell'Università del Litorale. Dear ladies and gentlemen, it is my great pleasure to extend you a warm welcome on behalf of the University of Primorska. Naš skupni pozdrav gre njegovima ekscelencama, veleposlanici Republike Hrvaške v Sloveniji, gospe Vesni Terzić, in veleposlaniku Japonske v Sloveniji, gospodu Keiju Fukudi. Slavnostnemu govorniku, doktorju Mihi Maciniju. Današnjemu prejemniku naziva častni doktor, the Dean of the Moscow School of Economics, profesor Aleksandar D. Nekipelov, in drugim letošnjim prejemnikom priznanja Univerze na Primorskem, škofu monsignorju, doktorju Juriju Bizjaku, rektorju Univerze v Novi Gorici, profesorju doktorju Danilu Zavrtaniku, rektorju Univerze vzhodno Sarajevo, profesorju doktorju Radislavu Grujiću, rektorju Univerze v Zenici, profesorju doktorju Dževadu Zečiću, rektorju Univerze Megatrend, profesorju doktorju Slobodanu Pajoviću, prorektorjem slovenskih in tujih univerz, direktorju direktorata za šolstvo pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, doktorju Stojanu Sorčanu, županu občine Ankaran, gospodu Gregorju Srmčniku in podžupanu občine Izola, gospodu Gregorju Periču, častnim doktorjem in častnim senatorjem Univerze na Primorskem, dekanom in direktorjem članic ter dekani pridružene članice Univerze na Primorskem, senatorjem, članom upravnega odbora ter sveta zaupnikov Univerze na Primorskem, študentom in zaposlenim na univerzi in drugim gostom, ter gostitelju današnjega dogodka, rektorju Univerze na Primorskem, profesorju doktorju Draganu Marušiću. Univerza na Primorskem ta teden praznuje 13. obletnico delovanja in danes bomo tradicionalno nagradili dosežke vseh, ki svojo ustvarjalnostjo, sposobnostjo, znanjem in izkušnjami premikajo meje našega sveta. Come di consueto, l'Università del Litorale oggi premierà la conoscenza, l'impegno, la creatività e l'esperienza. Today we have gathered here in order to bestow university awards on those whose creativity, engagement, knowledge and experience broaden the horizons of the world we live in. Slovesnost bomo začeli s pozdravnim nagovorjem rektorja Univerze na Primorskem, profesorja dr. Dragana Marušića, ki ga vabim k besedi. Spoštovani, lepo vas je videti, sono felice di vedervi, so good to see you, baš vas je lepo videti. Uspešnost in posledično položaj nekega posameznika, ožje ali širše skupnosti v družbi zavisi od več dejavnikov. Med drugim tudi od sposobnosti dovolj dobrega predvidevanja prihodnjih dogodkov. Pri tem ljudje nihamo med na eni strani statističnimi preračunavanji in na drugi strani naslanjanjem na Nostradamusa oziroma njemu slične spise in prakse. Tudi me imamo za slednje. Prekognicija je spoznavni proces, ki prehiteva časovni tok in je onkraj običajnih racionalnih okvirov impliciranja. Skozi Königsberg, nekdanje glavno mesto vzhodnje Prusije, danes je to ruski Kaliningrad, teče reka Pregel, ki z 2 otokoma deli mesto na 4 dele. To je sredi 18. stoletja povezovalo 7 mostov. Zgodba pravi, da so se meščani zabavali s poskušanjem, ali bo komu uspelo sprehoditi se po mestu tako, na takšen način, da bo prečkal vsakega od mostov natanko enkrat
in se vrnil v izhodiščno točko. Problem je pritegnil pozornost švicarskega matematika Leonarda Eulerja, ki je v znanstvenem članku z naslovom Solutio problematis ad geometriam siccus pertinensis, objavljenem leta 1736, pokazal, da takšnega obhoda ni mogoče poiskati oziroma najti. Eulerjevo delo danes velja za začetek teorije omrežij, veje matematike, ki je v zadnjih desetletjih vštric s razvojem računalništva naša življenja zasukala v povsem drugačne koordinatne sisteme, kot smo jih bili vajeni doslej. Danes, na primer, živimo v času, ko računalniki že samo grobo močjo obsega operacij, ki jih zmorejo izvesti v delčke sekunde, gladko premagajo najboljšega igralca igre Go. In živimo tudi v času, ko nam vpetost v najrazličnejša omrežja, od cestnih, telekomunikacijskih do novejših socialnih omrežij, omogoča medsebojno povezanost in soodvisnost, kot je doslej v svoji zgodovini človek ni poznal, z vsemi očitnimi prednostmi in vsemi pastmi. Tehnološki razvoj zadnjih desetletij je iz meglenega predprostora mejnih znanosti velikopotezno izmaknil in hkrati osmislil nekatere nekomu svete, drugemu spet čudaške vsebine. Namesto telepatije imamo zato televizijo in pametne telefone. Postajamo en velik socialni organizem, vedno bolj sledljiv in vedno bolj predvidljiv. In tako je Nostradamusa zamenjalo realno udejanjanje prekognicije. Že dolgo namreč vemo, da so matematiki, računalničarji in podatkovni analitiki skozi pronicljiv preplet teorije omrežja in logike zmožni napovedovanja prihodnjih dogodkov, od epidemije bolezni, vojaških posegov, pa do drugih bolj ali manj invazivnih razdiranj utečenih ritmov našega vsakdanjega življenja. Razmisleki, ki bi nas hoteli napotiti k teorijam zarote, najbrž niso združljivi z ambientom današnjega slovesnega dne. Zato bomo vprašanje, zakaj nekaj, kar je vsaj načeloma mogoče predvideti, ni mogoče tudi preprečiti, prepuščamo drugim priložnostim. Bolj je na tem mestu relevantno eno drugo vprašanje. Kako zasnovati strategijo, katere poteze povleči v tej neenakopravni igri pol odprtega pokra, ko ne ti, ne tvoja institucija, kaj še ne tvoja država, kart drugih igralcev ne vidi, nevidni nasprotnik pa ne le, da tvoje karte vidi, še svoje si podobno izbira. Ker je pač eden tistih nekaj 100 globalno dominantnih igralcev, ki imajo vedno na voljo potezo več. Situacija sicer ni preprosta, ne gre pa obupati. Dvoje je mogoče storiti. Posamično, še bolje pa izmenoma eno in drugo. Najprej v temo odmaknjeni, v kontinuum misli, ideji preblisko utopljeni, tam, kjer noč uničuje njih ostro oko in glasba obuje vse, kar je bilo, prav tam si poiščemo navdih za tisti čas, ko bo dan prebarval noč. In potem se lahko v svetlobi dneva spustimo v odprt boj in vso kreativnost svojega racionalnega uma usmirimo v iskanje presežnega asa v rokavu. Vse dokler ne vzpostavimo boljšega algoritma napovedovanja prihodnjih dogodkov, kot ga imajo oni. Dodatna poteza bo potem naša. Zarezala bo kot najostrejša britev znanstvenih dosežkov, ki premikajo koordinatne sisteme v naših glavah in njih. In tu nekje, v ritmičnem prepletu svetlobe in teme, dneva in noči, znanosti in umetnosti, naj bi živela vsaka univerzitetna skupnost, tudi naša. Iz temne tvarine neznanega, nevidnega, očem zastrtega, včasih počasi, z mnogo truda, kdaj pa kdaj, nenadoma in bolj abruptno, odstira sloj za slojem in razširja prostor naše vednosti. Tako razumimo in občutimo tudi današnji dan. Ta naj bo poklon kolegom učiteljem, raziskovalcem, študentom in strokovnim delavcem ter vsem prijateljem naše univerze,
ki so v preteklih 366 dneh vlagali svojo ustvarjalno energijo v razvoj Univerze na Primorskem. Hvala. Ohranite oster um in mehko srce. Ostanite tudi v naslednjih 365 dneh še naprej prav taki kot doslej. Taki, ki probleme rešujejo. Včasih zadošča samo kak most podreti ali pa ga na novo zgraditi. Tako kot so to storili v mestu Kaliningrad iz začetka naše današnje zgodbe. Skozi zgodovino sta se v njem menjala tako postavitev kot tudi število mostov. Nazadnje je bil leta 2005 v čast 750. letnice mesta obnovljen Kraljevski most. Zdaj je mostov 10 in iskani obhod vseh mostov je mogoče upraviti tako, da vsakega prečkamo samo enkrat. Najlepša hvala gospodu rektorju za povedano. I would like to thank the rector for his introductory speech, and now I will try to briefly interpret what he said. So the creativity and the success of individual and a wider community depends on several factors, and one of them is how well we can foresee the future, and usually we tend to fluctuate between the statistical data, and we tend to base our thoughts on things and persons like Nostradamus and what he said. And we have a very scientific name for this, and this is precognition. I would like to tell you a story. There is a river running through Kaliningrad, and this river divides the town into 4 parts, and there are 7 bridges where you can cross the river. And in the past, its citizens tried to find a way how to go across all the bridges and then return to the starting point, on condition that you would cross every bridge only once. And in 1736, a Swiss mathematician, Euler, published an article claiming that that was definitely not possible. And Euler's work is believed to be the beginning of the theory of networks, and this theory changed our lives rapidly and drastically, and it introduced new coordinate systems into them. And today we know that the computers can beat even the best players of the playing Go, and that we are in a way embedded in different networks, be it infrastructural or social, which in a way enable us to be connected, but we are also codependent at the same time. So in this recent decades, the technological development brought us contents that some people considered to be sacred and some people consider to be odd. And in a way we are turning into huge social organisms. And so how to link this reflection on the theories with today's solemn event, or perhaps what is even a more relevant question, how to conceive a strategy, which we can say half-open poker, without knowing we or our institution or our country what cards our enemies or so adversaries have, whereas they know what we have. But we should not become desperate, because there is a possibility, and it's connected with the night, it's connected with reflection, and it's connected with creativity. And in this rhythmical intertwinement between light and darkness, between science and arts, it is also placed the life of every university community, which broadens the place of our knowledge, and I think in this way we should also understand today's event. To end with, I would like to pay my respects to all the professors, students and friends of the University of Primorska that worked throughout this year to make our university better. And to really end, I would like to end the story, this speech with a story about Kaliningrad.
in 2005, when they celebrated the 750th anniversary of the establishment of the town. They renovated one of the bridges, and today they have already 10 bridges, and it's possible to walk across each and every of them and then return to the starting point. Thank you. Z informatiko, z računalništvom je povezan tudi današnji letošnji slavnostni govornik. Njegovega govora ne bomo prevajali, dr. Macini, in veliko čast mi je, da vas lahko povabim na oder. Vsi ga torej poznamo, saj radi prebiramo njegove kolumne. Je pisatelj in scenarist, doktor antropologije in kolikor vem, v kruhu največji meri reže ravno informatika. Torej, gospod Macini, prosim. Spoštovane David, spoštovani gospodje, snel si bom očala, tako vam manj treme. Nismo mi dali nobenih navodil, rekli sem, da bo samo to slavnostni govor, tako da pač prevzemam polno odgovornost za to, kar bom povedal. Rad bi pa govoril samo o dveh časopisnih novicah, ki smo jih lahko brali nedavno, ampak sta šle mimo, zelo prezrte. In prva časopisna novica je bila o tem, da je podjetje Audi natisnilo svoj prvi avto. Se pravi, uporabljali so 3D tiskalnik in oni so natisnili avto. Zdaj, mogoče zaradi te prislovične nemške varnosti so natisnili ga v 50%, samo, mislim, pol manjšega, mogoče zaradi lažnega parkiranja ali kaj, ampak povsem delujoč in funkcionalen avto. In s tem, seveda, takrat sem jaz sploh leta nazaj prvi slišal za to 3D tiskanje, da je bilo kaj takega možno, sem se spomnil na nekaj, kar sem bral še precej prej, in to je na vizijo Mahatme Gandhija o tem, kako naj bi delalo indijsko gospodarstvo potem, ko se bodo osvobodili Angležev. Oni to so imenovali Svadeši in to pomenili zelo lokalizirano proizvodnost. Se pravi, da vsakmu malo večjemu kraju izdelujejo to, kar pač rabijo tam lokalno. Meni se to zdaj, takrat sem to bral čisto čudno, predvsem zato, mogoče tudi zato, ker ni bilo neke tehnologije, nisem vedel, kako bi to lahko naredil, in B, zato, ker sem pač odraščal na Jesenicah, ki je bilo v bistvu mesto z ogromno tovarno. In danes pa s temi 3D tiskalniki mogoče ta Gandhijeva vizija postaja možna. Ampak prvo pa zdaj mi nekaj lokalno pogledati, kadar jaz pač govorim o 3D tiskanju, rečemo s temu, z neko pri nas v Sloveniji, nenadoma ljudje se tako zasvetijo oči, vse bomo tiskali, vsi postanejo taki ljubitelji tehnologije. Jaz sem to malo nasumil, da tle gre za ta naš dolgostoletni, bom rekel, rokovnjaški trening, v bistvu Martin Krpan, ta v bistvu trening Supermana po konstituciji, ampak malo švercerja po poklicu. Ker je v bistvu treniral zdaj desetletja, kopira se to, pa uno, pa glasba, pa knjige, pa filmi, pa vse se kopira, pa kopira. In zdaj nenadoma se bo kopirali tudi materialni predmeti, pa se to je raj, v principu. In potem ljudje rečejo, to bom jaz takoj zrihtal ta 3D tiskalnik, to bom jaz vse potem tiskal. Od zipke prek avta do krste, vse si bom jaz zrihtal, rečejo, ni da ni. In potem še oni bolj eksplozivni rečejo, kdo siromak, 5 tiskalnikov bom nabavil, evo pa bom tiskal. Potem pa še nekaj, kar je povezano, včasih predavam tudi v avtorskih pravicah, ko pisatelj pač ne, in potem po predavanju se tako zmeraj se dvigne ena roka, saj in potem nekdo reče, to je brez veze avtorske pravice, ker v parih letih bomo mi vse to kopirali, tudi predmete bomo kopirali in to je to. In skratka neko to navdušenje je čutiti v Sloveniji glede tega 3D tiskanja, tako da bi mogoče rekel, da je to celo ena redkih vizij, ki nas druži, tako, mi bomo pa 3D tiskali, malo. Zdaj, v principu, če se malo posvetimo temu, pa ugotovimo, da naj bi načrt nekako tak, neka avtomobilska tovarna naredi v bistvu nabor ukazov, nek program, nek nabor podatkov, v bistvu datoteko na disku, če poenostavim,
In to je avto. To je nov model njihovega avtomobila, datoteka na disku. Potem lokalno pa to pač naredijo v predmet. Ker je pa samo posledica. Predmet je posledica, ampak to, tisto datoteka je pa bistvo. Ne? Zdaj ideja je seveda tle, da bi mi to zdaj nekaj kopirali, oni nas bodo preganali, mi bomo še bolj kopirali, pa bodo pa oni odnehali, mi bomo sploh kopirali. Ne? Ok, zdaj bi pa še drugo novico se polotil druge novice, kar pa moram mogoče malo svetliti zgodovino. Ne? V 18. stoletju so glasbeniki prišli na radikalno novo idejo financiranja svojega dela. Ne? Do takrat so iskali bogate sponzorje, v 18. stoletju pa Hedel je to vodil v glavnem, so pa začeli prodajati vstopnice. Ne? Prodajati vstopnice, kar pomeni, da so se obrnili k občinstvu in občinstvo je potem zato, da je vstopilo v opero, na koncert ali karkoli, kupilo vstopnice. Ne? In tehnologija je potem glasbenikom prinašala nove možnosti zaslužkov, v principu, če tako rečemo, teh prvih Shellakovih plošč, vinilnih plošč, pa še par let nazaj je bil glavno zaslužek glasbenikov pa CD-ji in tako naprej. Ne? Ampak potem z digitalizacijo je pa glasba postala samo pač ena datoteka na disku, ne? Te zaslužki so se zmanjšali in zdaj trenutno poteka radikalna, ampak prav radikalna prestrukturalizacija glasbene industrije. Ne? Po zadnjih uradnih podatkih ameriške glasbene industrije je samo 17 izvajalcev pobere 70% vsega denarja na tržišču. Ne? Kar v resnici pomeni, da srednji sloj propada in tle se in stvari se prestrukturirajo. In edina stvar, od katere glasbeniki v bistvu na katero lahko finančno računajo, so koncerti. In zato so tudi vstopnice za koncerte se podražile. Ampak kaj je koncert? To je seveda nastop je to, da mi poleg te vsebine dobimo še prisotnost avtorja, dobimo njegov čas. Ne? Zdaj zelo zanimivo je, da je to, kar se glasbe tiče, že leta 1976 totalno napovedal francoski ekonomist Jacques Attali v neki knjigi, ki je takrat išla. In po moje za tiste, ki so jo brali tiste leta, je bilo to čisto čudno. Ne? Mislim, s tem, da je še bolj čudno je to, da je pod koncu knjige napove, da bodo po isti poti, kot bo šla glasbena industrija in se je tudi izpolnilo, je šla, da bodo šle vse druge industrije tudi. Ne? Kar je tako totalno čudna trditev in čudna prerokba v bistvu in je s 3D tiskalniki točno je postala verjetna. Ne? In Attali je dodal še nekaj. Ne? Edino, kar je v bistvu, kar je redko, kar je edinstveno in česar ni mogoče kopirati, ko je čas. Ne? In seveda se zato tudi prodaja vstopnic, koliko sem rekel, za koncerte se ni zmanjšala. In čas je to, kar zdaj trenutno avtorji pač prodajajo, kar se glasbeniki. Ne. No in zdaj končno ta druga novica, ki smo jo lahko brali in je tudi spregledala, in to je ta, da gre Michael Jackson leta 2017 na veliko svetovno turnejo. Ne. Zdaj vi rečete, ja, se je mrtev, ne, njegov čas je porabljen, ne, v principu. To je res, ampak naredili so bojda zelo dober hologram. In v bistvu, kaj so naredili? Naredili so program, rečo temu datoteko na disku, ki je Michael Jackson. Skratka, nekdo zna avtorske pravice in Michael Jackson bo lahko nastopil po celem svetu in to zazmeram. Malo bodo zboljševali kvaliteto. Paste, ne mislim glasbeno, ampak nastopajo njegovega lika in dela. Ne? Pazno bodo mogli le, da ga ne bodo razprošili na preveč krajev hkrati, ker mu bo poje cena njegovih nastopov padla. Zdaj jaz ne bi upal dopolnjevati francoske preroke, ampak Jacques Attali bi očitno optimist. Ne? Očitno je tudi čas, vsaj v določenih primerih in za določene namene mogoče kopirati in razmnoževati. In zdaj sem pač naš Krpan, se vas zasije in si reče, pa to je najboljše. V garaži bom imel skopiranega Audija, skopiranega Michaela Jacksona, bom imel kar v dnevni sobi, da se bo spoprijateljila, bom rekel kar Miha, pa tako naprej. Dobro, mogoče, ampak, kar je tle bistveno, pa res bistveno in je to res premik paradigme in strukture in vsega je to,
da datoteka na disku ni več samo novica, roman ali pa pesem ali pa glasba, ampak tudi avto, pa umrli pevci, pa en kup drugih stvari je postal vsebina. Predmeti postajajo vsebine. In to je, nekmo rečemo temu tradicionalno slovenstvo, ki presega na to, da se lahko nečesa oprime in da je to ceno, ki ga lahko zagrab, je to strahoten prilagoditven šok bo povzročil. In zelo, če razmislite o tem, zelo velik premik v razmišljanju. In zdaj, če še naštejem še par novic, na Kitajskem so lani natisnili testno 3D tiskalnikom 10 stanovanjskih blokov, takih manjših, ampak natisnili so jih v 24 urah. In potem so šel pogledati, na Kitajskem je 40 milijonov poklicnih zidarjev. Novic, ki jih niste spregledali, ker jih je bilo vse polno, so novice o samovozečih avtomobilih in so šel gledati podatke in v Ameriki, samo v Ameriki je 3 milijone poklicnih šoferjev kamionov, ne zdaj vseh ostalih šoferjev, samo kamionašev je 3 milijone. Kar očitno kaže, da ima italijanski pregovor, prav, da so časi težki, ampak moderni, da ima prav res. Ker predvsem so pa to neki časi teh strukturnih sprememb so zmeraj razburkani, ker pa nisem sploh omenil robotizacije. Po vsem tem, kar zdaj nastajajo neka nova dojemanja, neka nove strukture nastajajo in v principu lahko po moje dokaj strno z veliko verjetnostjo rečem, da se je svet pričel nadeliti na tiste, ki vsebine ustvarjajo, in vsebina je zdaj praktično vse, in na tiste, ki vsebine samo odjemalce, se pravi na kreatorje in odjemalce. In zdaj se bodo ljudje, skupnost in cele države se bodo morali odločati, na katero stran bodo stopile. A bodo te vsebine so ustvarjale, ali pa bodo sam pasivni in odvisni odjemalci. Bom jaz kopiral. Skratka, ali bomo kopirali, ali bomo ustvarjali. In to je ta utvara, da je najlažje zdaj pa počakati, pa bomo mi nekaj to kopirali, in je blazno nevarna, ker nas postavlja v neko pasivno, odvisno pozicijo. To je pozicija podložnika, pozicija preučene nemoči. In skratka, pred nami je ta odločitev, ali bomo dejansko del te družbenega znanja, ali pa del družbe samo potrošnikov. In ker se je svet res začel strukturno preoblikovati, je pač vse možno. Vsa vrata so odprta in od nas je odvisno, kam bomo krenili. Skratka, to so leta, v katerem hodimo po tem vrtu s potmi, ki se cepijo, kot je zapisal Borges, ampak najbolj zanesljiva pot je točno tista, ki se zanaša na znanje in ustvarjalnost. In zato mi je v veliko čas, da sem imel priložnost to povedati ljudem, ki pomagajo tako pot graditi. Hvala in srečno. Hvala tudi današnjemu slavnostnemu govorniku, dr. Mihi Maciniju. This was this year's song speaker, Dr. Miha Macini. He's a well-known Slovenian writer and scenario writer and also an expert in information technology, and he had a very interesting speech, not only about the, let's say, typical Slovene character, but also what is important for the university and the academia. Now we'll go back to the students. In sedaj vabim na oder še enega današnjega govornika, pogled študentov, tistim, katerim je univerza primarno namenjena, bo danes strnil predsednik študentskega sveta Univerze na Primorskem, Boštjan Lešnik. Prosim. Spoštovani študente, cenjeni gostje, rektor, slavnostni govorec, predstavniki fakultet, alumni, predstavniki lokalnih skupnosti, prijatelji Univerze na Primorskem. Naj uvodoma v imenu študentov Univerze na Primorskem in v svojem imenu iz srca čestitam vsem današnjim nagrajencem, ki so svojo drznostjo, znanju in trdno voljo, modrosti ter odličnostjo pri svojem delu prispevali k razvoju naše univerze. Vesel sem, da stojim tukaj pred vami in da imam to možnost, da vam novič prenesem sporočilo študentov. Hkrati pa to moja dolžnost in odgovornost. Žalostno ugotavljam, da tisto, kar sem povedal lani, ni padlo na plodna tla.
saj ne takrat in ne tam, kjer bi moralo. Še vedno se srečujemo z razpravami, ki jih lahko vrstim pod skupni imenovalec. Nepomembne debate, ki ne sodijo v univerzitetno okolje, vendar izvirajo iz nas samih in našega univerzitetnega ustroja in nam študentom onemogočajo optimalno delovanje v smeri dvigovanja kakovosti študija na Univerzi na Primorskem. Preganja me strah. Ob vprašanju, kaj, ko nimaš več kaj, odnemim. Zavedam se, da je univerza najstnica, vendar ima zaradi ravnanj in obnašanja slabo podobo v javnosti, na trenutke pa zaide svoje poti. In tukaj si, glede na trenutno stanje duha, študente tega ne bomo dovolili. Študenti se z namenom zagovarjanja interesov in branjanja pravic študentov ter organiziranja obštudijskih dejavnosti združujemo okrog študentskega sveta UP in študentskih svetov članic UP ter študentske organizacije Univerze na Primorskem. Vemo, česa smo sposobni in zavedamo se našega pomena in vloge na Univerzi na Primorskem. Za popotnico in čestitko ob tednu Univerze na Primorskem in njenem 13. rojstnem dnevu pa z vami, dragi prisotni, delim moje misli ter jih podajam v razmislek. Univerze so se in se bodo ustanavljale željo po spoznavanju neznanega, odkrivanju skritega, iskanju modrosti in prenašanju znanja. Tako z ustanovitev Univerze na Primorskem leta 2003 ni bilo narejenega ničesar novega. Jaz pa si želim, da razmislite, ali smo to naredili na pravi način in ali smo bili pri tem res najboljši. Če je odgovor pozitiven, lahko gremo samo še više. Če je odgovor negativen, pa ostaja vprašanje z grenkim priokusom. Kako daleč je Univerza na Primorskem danes? Upanje mi vlivajo današnji nagrajenci in številni dosežki študentov, kateri ponesejo ime naše univerze v svet. Vsak študent bi se moral zgledovati po njih in stremeti k odličnosti, ter tako biti zgled prihajajočim generacijam. Hvala. Hvala tudi predsedniku študentskega sveta Univerze na Primorskem. This was the president of the Student Council of the University of Primorska. Sedaj je čas, da besedo prepustimo še glasbi, tokrat ne naključno v ruskem jeziku. Na oder vabim slovensko mezzosopranistko, ki sicer poje v kar 20 jezikih in je operno petje med drugim študirala v Moskvi na Akademskem glasbenem koledžu Čajkovskega. Manca Izmajlova nam bo zapela rusko polje Jana Prenkelja.
To je bila torej slovenska pevka Manca Izmajlova, ki nas je z besedo in glasbo privedla do ključnega dejanja današnje slovesnosti. V skladu s sklepi senata bomo sedaj podelili priznanje in nagrade Univerze na Primorskem za akademsko leto 2014-15. Dear ladies and gentlemen, now we'll start with a solemn bestowal of this year's award. The first to be conferred is the title Honorary Doctor of the University of Primorska. Začeli bomo torej s podelitvijo naziva Častni doktor Univerze na Primorskem. In najprej prosim rektorja dr. Dragana Marušiča, da se mi pridruži na odru. Senat Univerze na Primorskem podeljuje naziv Častni doktor Univerze na Primorskem akademiku, profesorju doktorju Aleksandru D. Nekipelovu za izjemne dosežke na področju znanosti. In recognition of his exceptional achievements in science, the Senate of the University of Primorska confers the title Honorary Doctor of the University of Primorska to the Professor Alexander D. Nekipelov, member of the Russian Academy of Sciences. Professor Nekipelov, may I ask you to join us on stage? Professor Alexander D. Nekipelov, a Doctor of Economy, is the Dean of the Moscow School of Economics at the Lomonosov University and a member of the Russian Academy of Sciences. His main areas of research are economic research and the socio-economic processes of societies in transition. His long career has seen him hold important posts in Russian businesses and diplomacy. In the 1990s, he was one of the founders and members of the Russian-American Group for Transformation that played a very important role in the introduction of systemic changes to the Russian economy. In 2014, he identified the University of Primorska as a partner in the field of economic and academic exchange and signed an agreement of cooperation which went on to place the University of Primorska as one of the project managing institutions
of a wider regional initiative for the realization of business projects within the economy. It is a great honor for the University of Primorska to confer an honorary doctorate to Alexandra Nikipelos, as this opens the door to the better international cooperation of business and education. And dear honorary doctorate, first I'd like to ask you to sign yourself into the book of the University of Primorska, and then I will leave the floor to you. Medtem, ko se letošnji častni doktor vpisuje v knjigo častnih doktorjev, naj samo še dodam misel in poziv našega rektorja, in sicer, da bi se na podlagi obstoječega sodelovanja med Fakulteto za management in Moskovsko fakulteto za ekonomske vede oblikovalo predstavništvo Državne univerze Lomonosova v Kopru, ki bi se delovalo za širšo regijo. While the new honorary doctor is signing himself into the book of the University of Primorska, I would just like to add the plea of our rector that this cooperation between the Faculty of Management and of the Moscow School of Economics would become the base for a body, for institution that would be set here and would function for this wider Slovene region. And now, Professor Nikipelos, I'd like to give the floor to you. Thank you very much, dear Professor Marušić. I'm very grateful to the Senate of the University Primorska, to yourself, your eminence professor, rector of the university, to all our friends in your university for this very high appreciation, estimation of my modest research work and organizational activity in the field of education and science. I also understand that this is a manifestation of respect and excellent attitude towards Moscow State University Lomonosov and our school division of that university. And we also hope that the cooperation between the Faculty of Management and Moscow School of Economics is on its way up, and I think that we'll be able to achieve all the goals we formulated for us. Thank you very much for this honor. Thank you. Rad bi se zahvalil Senatu Univerze na Primorskem za to visoko priznanje mojemu raziskovalnemu delu in organizacijskemu delu na področju znanosti in poslovnih ved. To je obenem tudi poklon tako moji šoli oziroma fakulteti kot naši univerzi v Rusiji v Moskvi. In upam, da bo sodelovanje med Fakulteto za management in našo Moskovsko šolo za ekonomske vede se še naprej krepilo in da bomo izpolnili in uresničili cilje, ki smo si jih zadali. Hvala. In sedaj bomo nadaljevali s podelitvijo priznanj. We'll continue with the bestowal of the title Professor Emeritus. Nadaljevali bomo torej s podelitvijo naziva Zaslužni profesor za izjemne dosežke pri razvoju znanstvene stroke, za predano pedagoško in mentorsko dejavnost ter za prispevek k krepitvi ugleda in prepoznavnosti Univerze na Primorskem. Naziv Zaslužni profesor prejme profesor dr. Mitja Guštin, sicer tudi častni senator Univerze na Primorskem. Nagrajenca danes žal ni z nami, zato bo priznanje v njegovem imenu prevzela soproga Tatjana Guštin, ki jo vabim na oder.
Redni profesor, dr. Mitja Guštin, se je na Univerzi na Primorskem zaposlil leta 2003, kjer je ustanovil Inštitut za dediščino Sredozemlja na znanstveno-raziskovalnem središču. Pedagoško dejavnost pa osnoval v okviru oddelka za arheologijo in dediščino na Fakulteti za humanistične študije. V svojem raziskovalnem delu z bogatim bibliografskim opusom posega na različna področja arheologije in kulturne dediščine, predvsem iz prazgodovinskih obdobij ter zgodnjega srednjega veka in ter iz obdobja Serenissime. Profesor Guštin je bil nosilec in soizvajalec različnih odmevnih projektov. Osnoval je najobsežnejšo inštitutsko knjižnico v okviru univerze in bil mentor študentom številnim. Kot gostujoči profesor je gostoval na številnih tujih univerzah. Leta 2000 je bil na Leopold Franzens univerzi v Innsbrucku izvoljen naziv častnega doktorja filozofskih znanosti. S svojim delovanjem na Univerzi na Primorskem je Mitja Guštin s sodelavci v dobrem desetletju spremenil znanstveno in kulturno podobo slovenskega obalnega prostora ter bistveno vplival na razvoj arheoloških raziskav in promocijo arheološke ter vse kulturne dediščine na obali. Prosila bi za aplavz. Nadaljevali bomo s podelitvijo nagrad za pedagoško in znanstveno odličnost. Prejemniki nagrad so trenutno najboljši pedagogi in raziskovalci Univerze na Primorskem. Na oder vabim še prorektorico za študijske zadeve, docentko doktorico Sonjo Rutar. Senat Univerze na Primorskem nagrado za pedagoško odličnost za visokošolskega učitelja podeli docentu doktorju Dariju Zuljanu, ki ga prav tako vabim na oder. Docent dr. Dario Zuljan je zaposlen na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem za področje didaktike, tehnike in tehnologije, kjer je nosilec in izvajalec predmetov na dodiplomskem in doktorskem študiju. Kot izjemen predavatelj za področje tehnološke pismenosti v vzgoju in izobraževanju, študente navdušuje nad tehničnimi vsebinami ter se v učnem procesu približuje različnim učečim se posameznikom in izobraževalnim ciljnim skupinam. Odlikuje ga izjemna sposobnost didaktičnega prilagajanja učnega procesa. V zadnjih letih je bil mentor več kot 80 diplomantom. Iskrene čestitke tudi vam. Hvala tudi prorektorici. Na oder pa vabim prorektorja za znanstveno raziskovalno in razvojno delo, izrednega profesorja dr. Borisa Kavurja. Senat Univerze na Primorskem za objavo člankov o SCI, SSCI in A8HSCI podeljuje nagrado za znanstveno odličnost za leto 2014-15 za področje naravoslovja izrednemu profesorju dr. Martinu Milaniču. Izredni profesor dr. Martin Milanič je doktoriral na Rutgers University v New Jerseyju. Raziskovalno se ukvarja s kombinatoriko, teorijo grafov, kombinatorično optimizacijo, teoretičnim računalništvom in bioinformatiko. Njegova dela so v svetu matematike zelo cenjena. Lani je objavil 13 izvirnih znanstvenih del v indeksiranih mednarodno-znanstvenih revijah. V zadnjih letih njegova znanstvena dela izkazujejo skupno 137 normiranih čistih citatov. Raziskovalno in pedagoško delo upravlja na Inštitutu Andrej Marušič in Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije. Čestitke tudi.
nagrado za znanstveno odličnost za leto 2014-15 za področje družboslovja izrednemu profesorju dr. Nejcu Šarabonu. Izredni profesor dr. Nejc Šarabon raziskovalno deluje na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije in Inštitutu Andrej Marušič, kjer se ukvarja z mehanizmi živčno-mišičnega upravljanja človekovega gibanja ter preventivo in rehabilitacijo mišično-skeletnih poškodb. Njegova znanstvena dela so tako doma kot v tujini izredno cenjena. Objavljena so bila v prestižnih znanstvenih revijah. Lani je objavil 12 izvirnih znanstvenih člankov, eno od del že izkazuje 4 čiste citate. V zadnjem desetletju njegova znanstvena dela izkazujejo 99 normiranih čistih citatov. Posebej je dejaven na področju prenosa znanosti v prakso. Njegova temeljna aplikativna usmeritev je inoviranje in razvoj na področju športne in medicinske diagnostike. Iskrene čestitke torej tudi profesorju Nejcu Šarabonu. Hvala tudi prorektorju in rektorju, ki sta vabljena nazaj v dvorano, kajti na odru se nam bo znova pridružila mezzosopranistka Manca Izmajlova. Tokrat nam bo zapela v slovenščini, in sicer samospev Benjamina Vipavca in vendar enkrat še srce. najlepša hvala današnji glasbeni gosti Manci Izmajlovi.
Sledi podelitev svečanih listin mlademu visokošolskemu učitelju oziroma sodelavcu ali znanstvenemu delavcu oziroma raziskovalnemu sodelavcu Univerze na Primorskem za posebno prodornost in odličnost dosežkov na področju znanstvenega in pedagoškega dela. Na oder znova vabim rektorja, pa tudi dekana Fakultete za menedžment, profesorja doktorja Matjaža Novaka. Svečano listino prejme docentka doktorica Suzana Lapršek, ki jo prav tako vabim na oder. Docentka doktorica Suzana Lapršek je na Univerzi na Primorskem začela svojo kariero kot mlada raziskovalka. Njeno plodno in visoko kakovostno znanstveno-raziskovalno delo se izkazuje v izvirnih citiranih znanstvenih delih, objavljenih v uglednih mednarodnih revijah in predstavitvah na številnih mednarodnih konferencah. Pedagoško je aktivna na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih Fakultete za menedžment. V letu 2013 je za svoje delo prejela priznanje za najbolje ocenjene učitelje. V zadnjih 5 letih je objavila več kot 16 izvirnih znanstvenih člankov v indeksiranih znanstvenih revijah, v zadnjih 10 letih pa dosegla že 42 normiranih čistih citatov. Iskrene čestitke, to je tudi docenski Zdaj bomo podelili zlate plakete za življenjsko delo visokošolskim učiteljem oziroma znanstvenim delavcem za posebej velik doprinos k razvoju znanstvenega in pedagoškega dela ter za prispevek k krepitvi ugleda in prepoznavnosti univerze. Na oder vabim dekanjo Pedagoške fakultete, profesorico doktorico Maro Cotič. Zlato plaketo Univerze na Primorskem prejme profesorica doktorica Jurka Lepičnik Vodopivec. Profesorica doktorica Jurka Lepičnik Vodopivec je nosilka in izvajalka študijskih predmetov na vseh 3 stopnjah študija. Njeno znanstveno-raziskovalno in pedagoško delo pa presega nacionalne okvire. Je avtorica več kot 100 znanstvenih del doma in v tujini, članica pomembnih uredniških odborov revij in strokovnih nacionalnih svetov z področja izobraževanja. Opus njenega dela se osredotoča na preučevanje učenja in poučevanje v zgodnjem otroštvu, med drugim profesionalnega razvoja vzgojiteljev in učiteljev, razvoja kompetenc, okoljski vzgoji in vzgoji za trajno prihodnost. Vse to jo postavlja ob bok najuglednejšim strokovnjakom pedagoške znanosti v slovenskem in mednarodnem okolju. Iskrene čestitke torej tudi profesorici doktorici Jurki Lepičnik Vodopivec. Zlato plaketo postumno prejme primarij profesor dr. Janko Kersnik. Prosim za aplavz. Naj dodam, da jo bomo naknadno izročili svojcem in preberem še utemeljitev. Primarij profesor dr. Janko Kersnik, zdravnik, specialist družinske medicine, je leta 2001 doktoriral z področja kakovosti v družinski medicini na Univerzi v Ljubljani, ki je bilo dotedaj zelo slabo poznano področje. Bil je vrhunski znanstvenik, uveljavljen doma in v tujini, nosilec več mednarodnih in nacionalnih projektov. Njegova bibliografija obsega več kot 900 zapisov. Ključni doprinos Univerzi na Primorskem je v njegovem intenzivnem pedagoškem delu.
Od leta 2008 je poučeval in soustvarjal podiplomski študijski program Zdravstvena nega na Fakulteti za zdravstvene vede, kjer je postavil nov izobraževalni modul v primarni zdravstveni dejavnosti. Na fakulteti je tako pri sodelavcih, še posebej pa pri študentih, pustil neizbrisen pečat. Nadaljujemo s podelitvijo nagrad Srečko Kosovel za študente Univerze na Primorskem. Na oder znova vabim dekana Fakultete za menedžment. Nagrado Srečko Kosovel prejme doktorica Nastja Tomšič za izredne dosežke pri pripravi doktorskega dela. Doktorica Nastja Tomšič je kot mlada raziskovalka na Fakulteti za menedžment zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Mala in srednja velika podjetja v konkurenčnem trajnostnem razvoju pod mentorstvom profesorja doktorja Štefana Bojneca. Izvirnost njenega dela je v povezavi ekonomije naravnih podjetja v trajnostnem razvoju, v katerem je razvila izviren model strukturnih enačb, ki je odprt za nadaljne raziskovanje v znanosti in stroki v svetovnem merilu. Njeno delo je bilo objavljeno v eni izmed najbolj uglednih svetovnih revij z področja okoljske znanosti. Čestitke torej tudi doktorici Nastji Tomšič. Na oder sedaj vabim dekanjo Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, izredno profesorico doktorico Klaudijo Kutner. Nagrado Srečko Kosovel prejme Noemi Matavul za izredne dosežke pri pripravi diplomskega dela. Vabljena na oder. Noemi Matavul je diplomirala na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije pod mentorstvom docentke doktorice Arjane Brezigar-Masten z delom z naslovom Empirična ocena vpliva zadolženosti podjetij na gospodarsko rast v krizi. Izvirnost njenega dela je, poleg obravnavane tematike, uporabi ekonometrične metode, pristop pa daleč presega raven do diplomskega študija. Iskrene čestitke tudi Noemi Matavul. Na oder znova vabim dekanjo Pedagoške fakultete. Nagrado Srečko Kosovel prejme tudi Lidija Liberšar za izredne dosežke pri pripravi diplomske naloge. Lidija Liberšar je obsežno in metodološko dovršeno diplomsko nalogo z naslovom Sodelovanje vzgojiteljic, starši otrok s posebnimi potrebami, vključenih v redne oddelke vrtca, pripravila pod mentorstvom docentke doktorice Sonje Rutar in somentorice docentke doktorice Vanje Ricardi Kisvardi na Pedagoški fakulteti. Izjemnost njenega dela je v interdisciplinarni obravnavi problema in avtorskem prispevku hermenevtične obdelave kvalitativnih podatkov z zavedanjem, da pomeni vedno nastajajo v medsebojnih interakcijah leksikalne in stavčne semantike. Iskrene čestitke tudi Lidiji Liberšar. Današnjo slovesno podelitev bomo sklenili s podelitvijo priznanja Univerze na Primorskem za študente Univerze na Primorskem
za nadpovprečne dosežke na področju obštudijskih dejavnosti in njihov prispevek prepoznavnosti Univerze na Primorskem na mednarodni in nacionalni ravni. Na oder znova vabim dekanjo Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije. Priznanje Univerze na Primorskem za študente Univerze na Primorskem prejme Marko Rajkovič. Marko Rajkovič je študent Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije na študijskem programu Matematika. Njegov izjemni prispevek prepoznavnosti univerze so njegovi nadpovprečni dosežki in sicer njegova izjemna uspešnost na številnih mednarodnih matematičnih tekmovanjih in študentskih konferencah. V lanskem študijskem letu je sodeloval kar na 10 tovrstnih tekmovanjih in konferencah in dosegel zavidljive rezultate, med njimi 3. nagrado na pomembnem tekmovanju v Bolgariji. Iskrene čestitke tudi Marko Rajkoviču. Vsem prejemnikom in prejemnicam nagrad in priznanj še enkrat čestitamo in jim želimo še veliko uspeha na njihovi akademski poti. Preden se poslovimo, nam bo orkester Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, ki ga vodi Vladimir Batista, zaigral slovensko ljudsko Sinko Marko ter znano Stingovo skladbo Every Breath You Take. Nato pa nam bo pevski zbor Pedagoške fakultete, ki ga vodi docent dr. Ivan Lešnik, zapel še himno Gaudeamus Igitur.
Spoštovani gostje, s tem smo prišli do konca letošnje Slovesne akademije Univerze na Primorskem. Nagrajence prosim, da se zberejo na odru za skupinsko fotografiranje in vpis v univerzitetno knjigo. Nato pa vas vse vabim, da današnje srečanje sklenemo zdravico v predverju gledališča. Egregi ospiti, grazie per la vostra gentile attenzione. Vi invito a concludere l'odierna cerimonia con un brindisi. Dear ladies and gentlemen, thank you for being with us. We invite you to have a toast to our award winners and I wish you a pleasant evening. Prijetno druženje še naprej in hvala.